Hvala lepa Vesni in Petri Marčun. Spoštovani visoki gostje, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, gospod Franc Bogovič, župana mestne občine Kranj in občine Cerklje na Gorenjskem, gospod Mohor Bogataj in gospod Franc Čebulj, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske, gospod Jože Veternik, direktorica Zdravstvenega doma Kranj, gospa Liljana Gantar-Žura, vodja enote helikopterske nujne medicinske pomoči, gospod Uroš Lampič in vsi člani posadke, glavni akterji akcije Manj svečk za manj grobov, gospe in gospodje, dober dan želim vsem skupaj in lepo pozdravljeni. Zdi se, kot da bi bilo včeraj, ko smo bili v začetku junija skupaj na Bledu, kjer smo praznovali 10. obletnico delovanja enote helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Enota z bazo na brniškem letališču je organizirana v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske. V njej trenutno deluje 15 zdravnikov in 10 reševalcev, ki so v pripravljenosti vse dni v letu. V prvem desetletju so opravili 2400 intervencij, v zadnjem obdobju jih je okrog 300 na leto. Na slovesnosti ob 10. obletnici enote smo predstavili tudi akcijo Manj svečk za manj grobov, ki poteka v dneh okrog 1. novembra. Gre za dobrodelno akcijo, ki so jo mladi v Zagorju prvič izpeljali leta 2009 v Zagorju ob Savi. Letos je k temu projektu pristopilo 6 občin širom Slovenije in polovico vseh zbranih sredstev tokrat namenjajo za projekt nacionalnega pomena, za sofinanciranje ultrazvočne naprave, za uporabo v helikopterski enoti nujne medicinske pomoči. In ta dogodek nas je danes združil, več o donaciji in akciji pa nam bo povedal gospod Primož Jelšovar, ki ga vabim k mikrofonu. Povedal bom eno zgodbo, ki je nastala 8 let nazaj v Torontu, v Kanadi. Zgodbo o eni ideji. Verjetno veste, da je ideja tako močna, koliko ljudi verjame vanjo. In ko sem v zadnjem času ugotavljal, koliko ljudi je verjelo v tole dobrodelno akcijo, sem gotovo, da gre za eno precej močno zgodbo. Kaj smo mi naredili? Mi smo zasadili tolo idejo, da ljudje v 1. novembru kupijo svečko manj in tisti denar, ki bi namenili sicer za to svečko, namenijo v dobrodelje. To idejo s pridom izkoriščamo v Zagorju že zadnjih 5 let. Naredili smo oziroma sofinancirali smo kar precej investicij z področja zdravstva, raziskav, tako da Zagorjanom ta ideja precej močna. Naredili smo en tak vzvod, s katerim s pomočjo, majhne sile lahko premaknemo precej velike težave. Tudi Slovenija bi v enem takšni trenutni situaciji, kot je, morala najti en tak vzvod. Mislim, da ni potrebno, da iščemo neko zunanjo pomoč, zunanje rešitve, da razprodajamo polovico Slovenije z eno zelo majhno spremembo miselnosti, lahko pridemo iz situacije, v kateri smo se trenutno znašli, da stopimo skupaj in skupaj naredimo nekaj v končni fazi zase. Pa povedal malo zgodovin te akcije, nekateri ste to že slišali, drugi ne. Ideja za samo akcijo se ni porodila meni, ampak se porodila moji mami leta 2006, ko je bila na obisku in kasneje tudi na pogrebu svoje sestre v Kanadi, v Torontu. Takrat je moja krstna botra umrla za posledicami raka. Mama je bila takrat v zadnjih dnevih pri njej in ko na vrsti pogreb, so se začeli spraševati, kje naj dobijo sveče in rože in tako naprej. So rekli, bratranci, takrat mi tega nimamo.
mi raje vsa ta sredstva, ki bi jih sicer skoraj zmetali skozi okno, damo nekaj pozitivnega. Namenimo za reševanje, namenimo za pač neke oblike preprečevanja, takšne oblike smrtnosti, recimo nekdo umre v prometni nesreči, se sredstva namenijo v sklade za preprečevanje nesreč. Ko je mama prišla domov, smo seveda to zadevo predebatirali, razmišljali, kako jo ne spravimo na to slovensko raven, in ta zadeva je trajala kar 3 leta, da smo izoblikovali, kako bi to predstavili Slovencem. No, tisto prvo leto smo v spomin na mojo teto zbirali za raziskave rakavih obolenj, za Onkološki inštitut. Mi smo pričakovali, da bomo zbrali nekako 100-200 evrov in pač nekaj pozitivnega naredili. No, rezultat nas je zelo presenetil, ker mi smo zbrali 3300, močno nad tem, kar smo pričakovali. Tako da to nam je dalo sigurno zagona in naslednjo leto smo se še bolj organizirali. To je bilo vse potekalo v Zagorju. Raziskali smo, kaj so največje potrebe v zdravstvu v Zagorju in ugotovili, da nimamo defibrilatorjev v reševalnem vozilu zagorskem. V redu smo rekli, pa bomo naslednje leto, da bomo zbrali nekako takšno število sredstev, in 3000 evrov je bil tak aparat, pa bomo probali zbrati. No, spet nas je čist presenetil rezultat, ker smo zbrali skoraj 2-krat toliko. Tako smo potem in kupili kar 2 defibrilatorja, enega za vozilo, enega za reševalno postajo. Potem pa je prišlo naslednje leto, ki je bilo pa kar nekoliko, kritično. Zakaj? Tudi moja mama, ko jo zelo cenim in je edini vodja akcije, se tudi danes kar počastila z obiskom, je zbolela za rakom. In prav v tej inštituciji, na Onkološkem inštitutu, nekako s to raziskavo rakavih obolenj oziroma preprečevanja so ji tega raka odkrili in tudi uspešno operirali, tako da zdaj je povsem zdrava, ne čisto povsem, ampak vsi upamo na najboljše. Mi smo to nekako razumeli kot eno tako, kot eno znamenje, da delamo prav, da gremo naprej. V predlanskem in lanskem letu smo zbirali za postelje, oziroma v predlanskem letu za antideputnostne blazine za dom starelih, ker smo zbrali skoraj 8000. Lani pa smo zbirali za specialne postelje za osnovno šolo, za učence s posebnimi potrebami. Tudi v lanskem letu smo zbrali kar veliko. Moram reči, da v lanskem letu so se nam tudi pridružili v Domžalah, kjer so tudi kupili defibrilator in tudi zbrali prvo leto 3000 evrov. Tako da do sedaj, po teh zbranih podatkih, do letošnjega leta je bilo zbranih okrog 29 000 evrov s to akcijo. Seveda smo tudi letos rekli, gremo naprej in smo celo nekoliko razširili zadevo. 6 občin je stopilo skupaj. Moram povedati, da je tudi mene in vse nekako spet presenetil ta znesek, kako gre taka viralna akcija je ratala, ker širi se. 22 972 evrov vseh akcijah. Če damo to na pol, nekaj malega sicer je bilo stroškov, ampak točno toliko, ko je bilo stroškov polovico, smo mi dali za ta aparat. Jaz sem zelo vesel, da to zadevo že imamo tu, da jo lahko vidimo, tako da tudi darovalci bodo lahko vedeli, da so sredstva šla povsem namensko. Torej, 50 000 evrov skupaj. To kar da ljudem zamisliti. Mogoče samo še zahvale, res da je to nekoliko dolgotrajno, ampak ti ljudje, ki so tukaj stopili zraven, 180 prostovoljcev, 53 društev, vsi zaslužijo, ker so res delali ves čas. Prvo bi rekel moji družini, mami Damjani, očetu Slavko in pa sestram Mateji in Maruši, pa bratu Boštjanu. Dejansko smo to pelali iz te družine. Potem bi rekel moji Vesni, ki vam je tudi danes zaigrala, pa sestri Petri. Najlepša hvala, ker so leva in desna roka bile sploh Vesna. Lokalnim organizatorjem,
tistim, ko so dejansko izpeljali akcijo. Luketu, Davidu, Tjaši, Mojci, gospod Vesni, ki so vsak v svojem kraju res naredili spremembo. Vsi so bili odlični in vse posod so rezultate posegli in verjamem, da v naslednjih letih tudi sodelovali v tem. Donatorjem projekta, pa so tudi kar velik delež tukaj dali zraven. Vsem prostovoljcem, tako smo rekli, 180 ljudi skupaj nabrati, je tudi že kar nekaj posebnega in koordinirati, kar precejšnja koordinacija bila potrebna. Ti prostovoljci so bistven motor tega projekta, brez njih si enostavno tega ne bi mogli zamisliti. 53 podpornikom in soorganizatorjem, ki so seveda tudi stopili zraven. Zahvalil bi se posebej Lejli, ki je res omogočila, da smo spromovirali akcijo tako, kar je potrebno za res profesionalno pomoč Mateji, za organizacijsko pomoč predsedniku SRS Francu Bogoviču, bi se zahvalil za napotke, za pomoč in veliko časa, ki ga je namenil v tem projektu. Ne bi verjeli, celo operativo smo skupaj pelali na začetku, ker je kar nekaj posebnega. Medijskim pokroviteljem in medijem, ki ste to poročali, ker to veliko pomeni, da ljudje to vidijo tudi iz samih medijev in to je bilo letos kar je menik, ali bomo uspeli, ali ne bomo uspeli. Na končni fazi vsem darovalcem, mislim, da so v končni fazi te sredstva prispevali. Pa samo še zaključek z eno mislijo. Na 10. obletnici HNMP-ja se mi je ta zadeva porodila. Slikovita ideja. Če bi vsak Slovenec samo eno srečo na leto prižgal manj, pa namenil recimo sam, vam ne bi bilo treba več koristiti policijske enote, bi lahko imeli svoje enote, ker bi lahko komod zbrali za helikopter, smo ravno potrebili. Najlepša vam hvala. Hvala lepa. Ekipa, ki se podpisuje pod organizacijo tega dobrodelnega projekta, je sicer del podmladka Slovenske ljudske stranke iz Zagorja ob Savi. Veseli smo, da je danes z nami tudi predsednik stranke in poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, gospod Franc Bogovič, ki ga prav tako vabim, da se nam pridruži. Hvala lepa in lep pozdrav vsem prisotnim, spoštovanim tistim, ki ste zaslužni za to, da imamo v Sloveniji dnevno helikoptersko pomoč, spoštovana župana, spoštovana direktorica zdravstvenega doma, tudi direktor Zavoda zdravstveno zavarovanje, mislim, da ne. Se pravičujem. Pozdrav vsem skupaj in seveda vsem tistim, ki ste bili letošnje leto aktivni v akciji Manj svečk za manj grobov. Kot je bilo že rečeno, sem poleti bil z veseljem tudi vaš gost, ko ste praznovali 10. obletnico, se sam v tistem dopoldnevu prepričal o tem, koliko dobrega ste naredili in tudi od pobliže spoznal vašo enoto. Hkrati je pa takrat Primož samozavestno predstavil akcijo, s katero je zdrmal, če smem temu tako reči, Zasavce v preteklih letih in ambicijo, da to aktivnost prenesemo širše v slovenski prostor. Takrat smo se tudi v okviru Slovenske ljudske stranke odločili, da pomagamo pri tej dobri ideji na takšen način, da naše mlade spodbudimo, da pristopijo širom po Sloveniji k akciji in da to idejo, ki jo družina Jevševar goji ta zadnja leta, kot je bilo danes že tu rečeno, razširimo v slovenski prostor. Moram reči, da smo imeli takrat še malce večjo ambicijo, približno 20 lokacij po Sloveniji smo zaznali, jih tudi animirali k tej akciji, bili v nadaljevanju deležni tudi pritiskov svečarskega lobija, da naj tega ne počnemo, celo pismo od odvetnikov so nam prihajala na naš naslov in tudi v tem kontekstu, da ne bi kakršnokoli madež padel na to akcijo, smo se potem kot stranka malce odmaknili iz tistega pokroviteljstva akcije, prepustili pa dali polno podporo
mladim, da naj vsak v svojem okolju izpelje in tudi akcija je bila kasneje omejena na teh 6 lokacij. To govorim zato, ker sem trdno prepričan, da je to seme sedaj posajeno na 6 mestih, da imamo zdaj te naše mlade, tako ki so se Zagorju pridružili lani že v Domžalah, kjer to nadaljujejo v Ribnici, v Sevnici, potem v Naklem in Domžalah. Ja, imamo sedaj 6 jeder, kjer se bo lahko zadeva samo razširila in prepričan sem, da nas naslednje leto tudi takšna pisma, kot so bila letos poslana, da bodo ostalo v tem, da iz tega res naredimo vse slovensko akcijo. Kot je Primož dejal, k aktivnosti mladih so povabljeni prav vsi iz različnih društev, iz različnih asociacij, da resnično v tej aktivnosti, ki je na eni strani humanitarna, na drugi strani pa tudi okoljska, naredimo to, kar je v družbi potrebno narediti, kot je bilo že rečeno, da naredimo nekaj za tiste, ki so pomoči potrebni. Mi smo v teh dneh obiskali, dom starejših občanov Impolca v Sevniški občini, kjer so mladi zagotovili pol sredstev za ročno dvigalo, se pravi, da bodo lažje starejši bivali v domu starejših občanov. V 2 porodnišnicah se veselijo aparatur, ki so tudi s pomočjo teh sredstev bile zbrane in dajo zgled tudi ostalim, da resnično se držimo tistega Kennedijevega reka, da se vprašamo najprej, kaj sami lahko naredimo za državo, za družbo, ne pa da samo tarnamo in jamramo, kako nam družba ne zagotovi tistega, kar bi naj nam pripadalo. Jaz sem trdno prepričan, da bo ta aktivnost šla naprej, da so ambicije, ki jih Primožu ne manjka in so mi tudi že nekajkrat na glas izrečene, šle v to smer, da bodo se v bodoče zgodile še večje aktivnosti in tudi, da bodo ti rezultati samo rasli v prihodnje. Iskrena hvala, da ste naše mlade prepoznali kot resne partnerje, da ste jim dali to priložnost, da lahko v tej aktivnosti in pa v takem prispevku s svojim deležem tudi prispevajo za to, da bodo tisti, kateri bodo oskrbeli še v bolj varnih rokah, kot so mi doslej, in da so mladi pokazali, da jim ni vseeno za to, kam država plove in da dobijo na ta način še spodbude za nadaljnje delo. Iskrena zahvala z moje strani še enkrat celi družini Jevševar, ki je resnično ideja je tam nastala in kot ste slišali, vsi, ki so okoli vas, vam pomagajo in to je tudi porok, da bo šlo tako naprej. Hvala pa tudi vsem, ki upravljate to poslanstvo preko nujne helikopterske pomoči in da smo Slovenci bistveno bolj varni takrat, ko smo v najtežjih situacijah. Želim, da resnično s pridom uporabljate to aparaturo in da se tudi v bodoče srečamo v podobnih akcijah, kot je ta uspešno in pa izkoriščam priložnost, pa tudi izrekam prijetne božične praznike in pa vse dobro v letu, v katerem bomo v kratkem vstopili. Srečno vse. Hvala lepa. Iskrene čestitke in zahvala še enkrat celotni ekipi Manj svečk za manj grobov. Seveda uspešno akcijo pozdravlja tudi župan mestne občine Kranj, gospod Mohor Bogataj, ki ga prav tako vabim pred mikrofon. Dobar dan, prav lep pozdrav vsem skupaj. Sem bil prav prijetno presenečen, ko sem v uvodnem nagovoru poslušal, kako lahko v nekaj letih akcija toliko naraste, pridobi toliko novih ljudi, sodelavcev, sodelavk in kako lahko toliko veliko sredstva lahko s tako akcijo, bi rekel, od ene svečke dejansko to je malo. Ampak če gledamo pa masovnost, je pa to veliko. In tako, kjer je rekel organizator te akcije, če bi vsak Slovenec samo eno svečko na leto manj prižgal, pa bi daroval, potem bi bila Slovenija, ker se nakupa take opreme v veliki meri na božje. Po drugi strani mestna občina Kranj z veseljem tudi sodelovala pri nakupu tega naprave za ultrazvok. Pač smo kandidirali na javnem razpisu in uspeli pridobiti tudi manjkajoča sredstva. Mislim, da je celotna naprava stala okrog 32.000 evrov, kot sem dobil podatek. Tako da jaz želim helikopterski enoti, da jo bo čim manjkrat uporabljala. Zavedamo se pa, da prav takrat, ko nekaj rabiš od opreme, takrat je veliko narobe. Vemo, da imamo strokovne ekipe, usposobljene zdravnike in reševalce, včasih pa kakšen delček opreme sigurno tudi zmanjka in če bomo s tem rešili vsaj eno življenje, potem smo naredili veliko. Hvala lepa. Hvala lepa.
Zdaj pa vabim spet naši glasbeni gosti. Vesna in Petra Marčun sta ogreli oba inštrumenta. Prosim. Hvala lepa. V začetku junija je strani ekipe Manj svečk za manj grobov prejel pismo o nameri, danes pa bo prejel donacijo. Še prej pa ga vabim k pozdravnemu nagovoru vodjo enote helikopterske nujne medicinske pomoči, gospoda Uroša Lampiča, ki je, če se ne motim, danes tudi dežurni zdravnik. Prosim. Lep pozdrav sem skupaj še z moje strani. Upam, da ne bo zdaj zazvonil telefon, pa da bo treba v zrak. Danes je v bistvu neke vrste praznik za našo enoto. Tisto, za kar smo se prizadevali že leta z raznimi prošnjami, se je danes uresničilo. To se pravi, prejemamo donacijo za prenosni ultrazvočni aparat. Gre za veliko več kot samo za neke vrste tehnologijo. Gre za poseben koncept v razmišljanju urgentnih zdravnikov, kjer s pomočjo ultrazvoka razmišljamo in ugotavljamo, zakaj nekdo težko diha, zakaj je nekdo izgubil zavest, zakaj ima nekdo nizek tlak. To se pravi povsem nov način delovanja urgentnih zdravnikov, ki se je uveljavil sicer že v tujini pred leti, pred nekaj leti tudi vstopil v naš prostor in ponosen sem, da bomo lahko na ta način delovali tudi v naši enoti. Poleg tega veste, da je helikopter hrupen in da se med letom ne da poslušati srca, pljuč, s pomočjo ultrazvoka pa lahko vidimo delovanje vseh teh organov in je zaradi tudi takih, bi rekel, naprav in takega znanja, ki ga naši zdravniki imajo, pacient lahko bolje, bolj natančno diagnosticiran že v prehospitalnem okolju in seveda tudi lažje in bolj usmerjeno lahko pri takem pacientu ukrepamo. Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki ste tukaj in tudi vsem tistim, ki jih danes ni in so prav tako pomembni. Zato, da seveda je ta akcija stekla,
Verjetno epidemija, ki je v pravem, dobrem pomenu besede, bo šla verjetno tudi prek teh občin na celotno Slovenijo, sploh pa seveda ljudem, ki so prispevali za napravo, s katero lahko od danes tudi delujemo in pomagamo. Rad bi se zahvalil seveda tudi vsem našim zdravnikom, reševalcem, ki odlično upravljajo delo in seveda letalski policijski enoti in pa Slovenski vojski, s katerimi skupaj rešujemo življenje. Še enkrat vsem najlepša hvala. Helikopterska nujna medicinska pomoč sodi pod okrilje osnovnega zdravstva Gorenjska oziroma prehospitalne enote Kranjskega zdravstvenega doma. Tudi direktorica zdravstvenega doma Kranj, gospa Liljana Gantar-Žura, je z nami, namenila nam bo nekaj besed. Ob tem lahko še dodam, da sicer tudi aktivno dela v sami enoti. Izvolite. Lep pozdrav še v mojem imenu. Nas ni obiskal ne Miklavž, ne Božiček, ne dedek Mrz, ampak družina Jelševar, pa društvo Manj svečk za manj grobov, tako da res iskrena hvala. Mogoče še toliko, da bi poudarila, da kljub temu verjamem, da v Sloveniji še vedno dobro mislimo in želimo vsi pomagati. Tako da res hvala obema prisotnima za idejo, ki je krasna. Jaz moram reči, da letos sem res nisem kupila svečk, tako da, ampak nisem pa darvala, ker vas nisem našla. To bom se drugič bolj potrudila. Oziroma, mogoče zdaj lahko župan obljub, da bo Kranj pristopil. Dobro, res hvala. Mogoče bi samo to povedala, res ste donirali zdravstvenemu domu Kranj. Pa se bi mogoče vam bo kdo učitelj, vi ste iz Zagorja, pa ste dali sem. Ampak jaz mislim, da se lahko zagovarjate to, ker helikopterska enota deluje po celi Sloveniji, gre povsod in vsem ljudem, ki imajo manj dostopno pot z reševalnimi vozili ali pa bom rekla bolj slabšo pot z reševalnimi vozili, imajo veliko možnost helikopterjem lepši prevoz, boljši, hitrejši in za njih res, bom rekla, reševalni. Tako da še enkrat hvala. Hvala lepa. Slišali smo, danes je velik praznik za celotno enoto in zdaj je tudi napočil tisti trenutek, tisti dogodek, ko bodo glavni akterji tudi uradno predali to donacijo, kar vabim jih nekoliko bliže, morda celo tule pred helikopter, torej celotna ekipa akcije, ki je več kot uspešno stekla, bo zdaj predala vodji enote, gospodu Urošu Lampiču, to donacijo v višini 9416,63 evra. Zdaj bo seveda tudi pravi trenutek za vse fotografe, snemalce, tako da vsi ostali pa seveda pospremimo ta pomemben dogodek z enim velikim aplavzom in zahvalo za celotno akcijo. Gospod Uroš Lampič, izvolite. Torej, točno po celi Sloveniji. Tole vam predajamo, jaz ne bom rekel upanju, da boste dobro kupili, ker ste že kupili, v upanju, da boste čim manjkrat to uporabili in da boste še naprej delali tako, Hvala lepa, aplavz prosimo po predaji te donacije za ekipo, ki rešuje življenja med nebom in zemljo. Čisto pri koncu smo skoraj da že, zato bom zdaj za slovo ponovno povabila nekoliko bliže Vesno Marčun, potem pa si bomo še naprej zaželeli prijetne, vesele, decembrske, praznično obarvane dni. Povabila pa vas bom seveda tudi k pogostitvi, za katero je vse pripravljeno. Še prej pa prosim aplavz Vesni Marčun.